Torej, ja, tale naslov sem si jaz pravzaprav sposodila iz ene naše knjige, enega našega kolega, staroste na področju klinične psihologije in psihoterapije, in sicer je to dr. Peter Praper, ki je napisal tole knjigo s tem naslovom Tako majhen, pa že nervozen. Gre pa za eno tako luštno knjigo, ki tudi malo opisuje specifike funkcioniranja otrok s težavami v duševnem zdravju. Mogoče čisto za začetek bi predstavila na hitro en tak koncept duševnega zdravja, morda tudi nekaj besed o dejavnikih tveganja in varovalnih dejavnikih, potem pa bomo šli malce bolj natančno pogledati določene duševne motnje otrok in mladostnikov, s katerimi se srečujemo mi v ambulantah. Pa takoj na začetku najprej povem, da glede na to, da prihajam iz zdravstva, imam morda eno tako poklicno deformacijo. In sicer je moja poklicna deformacija ta, da zelo hitro vidim duševno motnjo, oziroma zelo hitro vidim morda določene težave z duševnim zdravjem, pri tem pa pozabljam, da pravzaprav vse, kar jaz vidim, ni nujno patološko. In v tem kontekstu so mogoče problemi oziroma težave, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki v moji ambulanti, že patološke, oziroma že lahko govorimo o duševnih motnjah ali pa o težavah z duševnim zdravjem, medtem ko vi verjetno vidite tudi velik del zdrave populacije, kar nam včasih malo manjka, da bi primerjali, kaj je pravzaprav zdrava populacija. In v tem kontekstu naj tudi razložim, da pravzaprav, ko se pogovarjamo o duševnem zdravju, je tisto, kar mi gledamo, nek kontinuum duševnega zdravja. Torej, ni nujno vse že takoj patološko, tako kot določene stvari imajo neke svoje zakonitosti na pozitivnem polu in na negativnem polu. Tako da, ko otroci in mladostniki in seveda tudi odrasli, ker tudi z njimi delam, pridejo v mojo ambulanto, se pravzaprav pogovarjamo že o nekih težavah z duševnim zdravjem oziroma o duševnih motnjah, ne pa nujno o določenih specifikah. Ko se pogovarjamo oziroma ko hočemo na nek način definirati duševno zdravje, potem je zelo pomembno to, da razumemo, da duševno zdravje ni nujno samo odsotnost duševne motnje, ampak gre tukaj zraven tudi neko blagostanje oziroma razumevanje sebe. Zato imamo ta dvofaktorski model duševnega zdravja, kjer je pomembno tudi subjektivna ocena posameznika. Torej, imamo lahko pozitivno duševno zdravje s simptomi duševne motnje, se pravi, se posameznik ne čuti duševno bolnega, pa vendarle ima določene simptome. Na drugi strani pa imamo lahko tudi negativno duševno zdravje, torej, ko so evidentne težave v duševnem zdravju, vendar se posameznik ne doživlja kot duševno bolnega. Tako da v teh stvareh je seveda vedno potrebno pogledati tudi na vprašanje, ali je duševna motnja po nekih kriterijih, ki jih mi uporabljamo, prisotna, ali gre samo za določene simptome, simptomatiko, doživljanje človeka, kar je pa še posebej pomembno pri mlajših pacientih, se pravi, to so otroci in mladostniki, kjer so specifike malo drugačne kot pri odraslih. Glede na to, da vi delate v šolah, potem lahko rečem, da je pravzaprav vaša vloga izjemno pomembna. Tako kot je pomembna vloga vzgojiteljev, je pomembna tudi vloga učiteljev, svetovalnih delavcev. To pa zato, ker pravzaprav večkrat vidimo, da je šola in strokovnjaki, ki delajo v šoli, lahko predstavljajo določene varovalne dejavnike, lahko tudi seveda dejavnike tveganja. In morda tisto, kar je specifika pri otrocih in mladostnikih, je, da mi gledamo širšo sliko. To se pravi, pri odraslih načeloma se ne ukvarjamo toliko še z ostalimi dejavniki, ki bi kakorkoli vplivali na nadaljnji potek bolezni oziroma motnje. Tukaj pa nas zanima širša slika, ker poskušamo vedno narediti neko formulacijo problema. Tako da seveda imamo mi, kaj zdaj to pomeni v praksi, mi imamo lahko dva otroka z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Torej, oba imate isto diagnozo, vendar ima eden bistveno več dejavnikov tveganja kot drugi. Torej, dva otroka, stara 8 let z isto diagnozo, eden lahko prihaja recimo iz družine, ki ima slabše socialne spretnosti ali pa morda neke specifike v družinskem funkcioniranju. Na drugi strani imamo pa mogoče drugega otroka, ki pa ima poleg svoje motnje pozornosti in hiperaktivnosti, na primer, nadpovprečne intelektualne sposobnosti, kar pomeni, da bo to motnjo hiperaktivnosti in impulzivnosti oziroma aktivnosti kompenziral. Potem imamo recimo lahko en dejavnik, ki je spet povezan s šolo ali pa z družino, da imamo lahko taka dva enaka otroka, s tem, da eden se v šolskem okolju zelo dobro počuti, oziroma se je zelo, zelo dobro ujel z nekim svetovalnim delavcem oziroma z nekom, ki mu nudi
pomoč, dodatno strokovno ali svetovalno pomoč. Potem pa imamo drugega otroka, ki ima poleg recimo motnje ADHD pridruženo še vedenjsko motnjo. Se pravi, imamo še neko komorbidnost in v tem primeru bo seveda zdravljenje oziroma tudi postavitev diagnoze potekala malo drugače. Kar se tiče dejavnikov, ki so povezani s šolo, potem bi jaz morda izpostavila predvsem te, na kak način se obvladujejo neugodni vedenjski vzorci in pa seveda vrstniški odnosi in vrstniške skupine. Starejši kot so otroci, bolj si seveda želimo, da vzpostavljajo odnose s svojimi vrstniškimi skupinami. Konec koncev tudi sam razvojni potek poteka nekako tako v smeri večje individualizacije in separacije, kar pomeni, da z leti, torej ko otrok odrašča, pridemo v obdobje, ko se mora separirati od svoje primarne družine in staršev. In tukaj je šola ena taka zelo pomembna inštitucija, prej vrtec, potem pa seveda šola, ko se tudi začnejo te pripadnosti različnim vrstniškim skupinam, ki pa imajo lahko seveda dve konotacije. Na eni strani lahko pozitivna, lahko pa je seveda tudi negativna, če gre za težavne vrstniške skupine. Tisto, kar jaz vidim v svoji ambulanti je, da so otroci zelo zlizani s svojimi starši in da pravzaprav te stvari ne tečejo tako, kot bi si mi želeli. Sploh glede na to, da po nekih razvojno-psiholoških teorijah vemo, da razvoj otroka tam nekje do 3. leta starosti je pravzaprav ključen pomen odnos starši in na ta način se tudi razvijajo možgani, na ta način tudi igrajo možganske povezave, to se pravi desna hemisfera možganov, odnosni del, na kakšen način se starši oglašujejo na svoje otroke, koliko so odzivni, na kakšen način pravzaprav regulirajo njihove potrebe, torej potrebe svojih majhnih otrok. Potem pa mi pridemo v obdobje pubertete, ko pa je na nek način, lahko bi rekli, popravni izpit za starše, ker en del nam pomaga biologija, torej hormoni, potem seveda biološke spremembe, en del pa nam pomagajo tudi ostale vrstniške skupine. In tukaj jaz vidim v svoji ambulanti precejšnje težave, da so v resnici ti otroci lahko zelo, zelo zlizani, torej v nekem simbiotičnem odnosu s svojimi starši. Kako se to kaže v praksi? Pride recimo, ne vem, mama, bom dala en primer, no, torej mama svojega 13-letnega sina in pove, da ima sin skoraj da ne posttravmatsko stresno motnjo, ker je v šoli dobil 4. 4, čisto lepa ocena, nič posebnega, ampak gre za doživljanje starša. Se pravi, danes živimo v družbi, tako jaz vsaj vidim v svoji ambulanti, ki je zelo narcisistično usmerjena, ko ima otrok v ponedeljek eno dejavnost, v torek drugo dejavnost, v sredo tretjo dejavnost, v četrtek četrto dejavnost in potem je težava marsikdaj na strani staršev, ker pravzaprav ne sprejemajo tega otroka s svojimi specifikami, oziroma imajo pričakovanje, da mora imeti otrok samo dobre ocene in več ni te diferenciacije. In v tem primeru seveda jaz ne morem reči, da gre za posttravmatsko stresno motnjo, ker je otrok dobil 1 4. Ker gre za vprašanje, kako se ta otrok spoprijema tudi z določenimi stvarmi v svojem življenju. Tako da tukaj je pomemben dejavnik seveda, ki je povezan s šolo, priložnost za otroka, da se nauči prepoznavati uspeh in da se tudi nauči soočati z morebitnim neuspehom. Tako da jaz bi rekla, da je šola res ni samo izobraževalna, ampak je tudi vzgojna inštitucija in si želimo tudi mi v praksi čim več tega sodelovanja, oziroma moje izkušnje so take, da pravzaprav zelo velikokrat dobim od staršev eno informacijo in mi je zelo dragoceno, kadar se povežem s šolo ali z vrtcem in dobim od njih še drugo informacijo in je tako slika bistveno širša in mi pomaga tudi pri določanju nekih diagnostičnih opredelitev. Mogoče samo kot zanimivost, kako približno naraščajo tile odstotki, pa upam si trditi, da je tega zdaj še več, torej med letom 2008-2015, zunaj bolnišnične obravnave, to pomeni ambulantne obravnave, ko otroci in mladostniki niso bili hospitalizirani, so se povečale za 25,7%. Če pogledamo čakalne dobe kliničnih psihologov, pedopsihiatrov in potem tudi v odraslosti psihiatrov, potem mislim, da vsi vemo, da je katastrofa, kar se tiče tega, kako dolge so. Predvsem tudi iz tega naslova, ker se te duševne in vedenjske motnje povečujejo. Tukaj sem dala sliki 2 diagnostičnih klasifikacij, ki jih mi v zdravstvu uporabljamo. To so v resnici načini, kako mi med seboj komuniciramo in včasih se pogovarjamo o nekih diagnozah. Tudi kakšne šifre se bodo morda v kakšnem izvidu našle, recimo F šifre so značilne za tale
MKB10, medtem ko tole je ameriška verzija. To seveda za vas ni relevantno, ampak samo tako, da razumete, če morda kdaj napišemo kakšne stvari v izvid, je to pač izhaja iz teh klasifikacij diagnostičnih opredelitev, da se mi malo lažje kot strokovnjaki med seboj pogovarjamo. Ok, mogoče še en del, kako pravzaprav poteka naš način razmišljanja in naš način dela. Pri otrocih in mladostnikih so stvari malo drugače zastavljene kot pri odraslih. Namreč klinični psiholog v ambulanti ali v hospitalu, ko ocenjuje nekega otroka, potem ni dovolj, da pogleda samo neke kriterije, recimo, oziroma psihopatološke simptome, ampak moramo mi na nek način primerjati, kakšen je tipičen razvoj otroka in potem ta tipičen razvoj pogledamo z drugega zornega kota ali odstopa v tehle specifikah razvojnih. In potem šele se lotimo določenih, recimo, simptomatskih opredelitev. Naprimer, mi imamo torej spet lahko otroka, ki ima recimo specifične učne primanjkljaje, naprimer disleksijo, pa pogledamo kriterij, naredimo pregled, zaključimo, ok, otrok ima specifične učne primanjkljaje, ampak nam to nič kaj dosti ne pove, dokler tudi ne preverimo, kako poteka razvoj po področjih posameznih, da ugotavljamo, ali so tudi tam kakšna odstopanja. In sicer so tole področja, ki so tukaj našteta. Zdaj, govorni razvoj načeloma v šolah niti ni več toliko bistven, ker se podrazumeva, da otrok že določene stvari razvije, je pa res, da govorno-jezikovnih motenj mi vidimo zelo, zelo veliko. Tudi moji kolegi logopedi, pri nas na oddelku so trije, ampak imajo zelo dolgo čakalno dobo, kar pomeni, da pravzaprav otroci že v predšolskem obdobju imajo precejšnje težave na govornem področju. En del izhaja iz naše digitalizacije oziroma dobe, v kateri živimo, kjer se na nek način otroke že zelo hitro seznanja z računalniki, z internetom oziroma z iPadi in ostalimi stvarmi. Drugi del zgodbe lahko vidimo tudi v tem, da starši več otrokom ne berejo pravljic, tega praktično več ni, oziroma kadar se to staršem predlaga, se včasih zdi, kot da jim je to nekaj povsem tujega. In seveda so tukaj tudi neke druge razvojne specifike. Ampak vseeno, glede šole, je mogoče tale govorni razvoj do tega leta več ni toliko bistven. So pa bistveni tile, telesni in gibalni razvoj, zelo veliko je debelosti, pa tudi veliko imamo teh raznih dispraksij in ostalih, recimo razvojna koordinatična motnja, ki se kaže potem tudi v šolskem obdobju. En del je ta, da so tudi ženske, ki rodijo danes malo drugače, kot je bilo včasih, otroci so večji, ženske manj gibajo, posledično imamo lahko tudi določene zaplete pri porodu, kar se lahko kaže potem tudi na ta način. Zelo nas zanima kognitivni razvoj, pa ne samo nujno intelektualne sposobnosti, ampak tudi ostale kognitivne funkcije, recimo izvršilne funkcije so za šolski del zelo pomembne. To so funkcije, ki so locirane v prefrontalnem možganskem korteksu, to je tukaj spredaj čelni del. Tega recimo vidimo težave v izvršilnih funkcijah, to so funkcije, ki so odgovorne za to, da se lahko zorganiziramo, da se lahko odločamo, da lahko rešujemo probleme, da si lahko probleme razdelimo na manjše enote. In to je nekaj, kar vidimo pri otrocih z motnjami v duševnem zdravju, recimo ADHD motnje, vedenjske motnje, tudi recimo avtizem. Tukaj so te funkcije zelo oškodovane, zato moramo tudi to preverjati, ker se to potem kaže tudi na področju spomina. Kar se tiče osebnostnega razvoja, je znanost prišla že do te točke, da vidimo, da se otrokov temperament razvija že zelo zgodaj. Tisti, ki imate otroke in če jih imate več, se morda spomnite, kako so vaši dojenčki že odreagirali na prvo prepoved oziroma na prvič, ko ste recimo niste se odzvali takoj ali skladno z njegovo ali njeno željo. To je torej zametek temperamenta. Tudi v emocionalnem razvoju nas zanima, kako poteka razvoj čustev. Recimo določena čustva, kot so krivda, kot so recimo sram, se razvijajo bistveno kasneje, med 2. in 3. letom starosti, še kasneje potem ta moralni del, ki ga otrok razvija okrog 5. 6. leta. In seveda je temu primerno potem tudi, kako potekajo čustva. Najprej so seveda žalost in veselje in potem šele vse ostalo. Kar se tiče socialnega razvoja, ugotavljamo, da imajo otroci hude težave na področju socialnih spretnosti in socialne kognicije, vzemanja perspektive, razumevanja drugega, tudi kar se tiče vstopanja, ohranjanja medosebnih odnosov.
Tako da tukaj je ključna igra, na kak način je otrok razvijal igro. Zdaj pa mogoče na hitro še en tak klasičen pregled tehle motenj, ki jih jaz v ambulanti vidim in verjamem, da jih tudi vi v šoli. Duševna manjrazvitost. To so seveda otroci, ki imajo nižje intelektualne sposobnosti in znižane prilagoditvene spretnosti. Zdaj, tukaj bi mi lahko na dolgo in široko debatirali okoli tega, kaj zdaj s temi otroki narediti. Moje izkušnje nekako tako kažejo, da tudi otroci, ki imajo že potrjeno recimo v predšolskem obdobju neko recimo blažjo, da rečem, manjrazvitost, glede na to, da imamo stopnje, tisti z blažjo so skoraj zmeraj na meji in jih dostikrat grejo v redne šolske programe, ki jih seveda potem ne zmorejo. Ampak zelo težko je pa to staršem dopovedati oziroma jim razložiti, kar je po eni strani razumljivo, po drugi strani pa lahko taki otroci, ki pravzaprav ne sodijo v redne šolske programe, in tudi mi z neko dodatno strokovno pomočjo ne moramo pomagati v tem delu, ker enostavno ni kapacitet. Medtem ko otroci, ki so bili že v predšolskem obdobju prepoznani kot tisti zmerno ali celo hudo duševno manjrazvitostjo, tam pa ni načeloma takšnih težav. Tako da tukaj je tipični primer nekoga z Downovim sindromom, to pa so lahko tudi otroci, ki nimajo nujno takšnih kromosomskih napak oziroma, da rečem, mogoče vzrokov biološke narave, pa vendarle lahko trpijo tudi za duševno manjrazvitostjo. Ta del je problematičen predvsem takrat, kadar moramo diferencirati med diagnostično opredelitvijo duševne manjrazvitosti in specifičnih učnih težav, da se to zelo jasno loči. Nekdo, ki ima primanjkljaje, sodi še vedno v redni osnovnošolski program, nekdo, ki ima pa znižane intelektualne sposobnosti in seveda prilagoditvene spretnosti. Kaj pa so prilagoditvene spretnosti? Po novih kriterijih smo včasih gledali izključno in samo IQ, danes pa ugotavljamo, da je to premalo. Prilagoditvena spretnost je zelo praktična stvar. Ali si otrok zna zavezati vezalko, ali otrok pogleda na levo in desno, ko gre čez cesto. Takšne stvari, seveda prilagojene starosti otroka. Tako da ta del dostikrat dobite kakšne vprašalnike z naših ambulant, ker nam tukaj lahko vi zelo pomagate. Motnje avtističnega spektra. Moram reči, da tega tudi kar precej vidim. In sicer so to lahko zelo, zelo zabavni otroci, lahko pa tudi zelo naporni. Tukaj je meni bistveno lažje kot vam, glede na to, da jih jaz vidim v individualni situaciji in sem z njimi mogoče uro in pol. Medtem ko vi, ki jih imate v šoli verjetno okrog 25 do 30, od tega, ne vem, par nadarjenih, precej z specifičnimi potrebami oziroma otroci s posebnimi potrebami, je verjetno zgodba bistveno drugačna kot pri nas v ambulanti. Tako da tukaj bi jaz rekla, da v šolskem sistemu imajo ti otroci največ težav ravno zaradi odstopanj na področju teorije uma in odstopanj na področju izvršilnih funkcij in pa seveda tale odstopanja v socialni komunikaciji in interakciji. Otroku 100-krat razložiš, mu pokažeš na praktičnem primeru, ampak on še vedno ne razume. In to zna biti problem v šolski situaciji. Težave seveda so tudi v navezovanju stikov medvrstniških. Mogoče tega je manj, tega morda vi manj vidite, stereotipije pa recimo nenavadne preokupacije. Tukaj najbolj, kar je verjetno očitno pri vas, je, če spremenite da pride do neke spremembe oziroma rutine. Ne vem, primer učitelj zboli, pride do nadomeščanja, otrok z avtistično motnjo dekompenzira. Potem recimo, ne vem, zgodi se zdaj v teh časih karantena, ne vem, kdo zboli, začne se šolanje od doma, potem otrok seveda dekompenzira, ker je tok in ker zelo rad vztraja pri istih dnevnih rutinah. Recimo, ne vem, otrok mora zamenjati učilnico, pa vsi ostali otroci nimajo težav, ta otrok pa bo pakiral vso svojo torbo in potrebščine in bo zelo težko prehajal iz ene spremembe v drugo. To je tisto, kar recimo bi verjetno v šolski situaciji bilo zelo poudarjeno. Kar se pa tiče teh težav tukaj zgoraj, pa absolutno težave z organizacijo. Recimo jaz v ambulanti včasih, ker težko z njimi zaključim pregled, si pomagam na ta način, da imam eno peščeno uro in potem mu pokažem že na uri, poglej, ko bo ura pritekla do dol, bo pa počasi zaključila. Ker načeloma je tako, da tile otroci z motnjami avtističnega spektra so bolj vizualno naravnani in jim včasih lahko to pomaga. Zelo zanimivi, vsaj meni osebno, so otroci z Aspergerjevim sindromom, ki imajo načeloma visoke kognitivne sposobnosti,
To so taki mali učenjaki, ki imajo lahko zelo specifične interese, zelo zanimivi, ampak malo togi, vztrajajo pri svojem. Najbolj naporni si predstavljam za šolsko situacijo, pa bi znali biti tisti avtistični otroci, ki imajo zraven pridružene še določene fobije. Spomnim se ene deklice, ki je zaradi tovrstnih težav zelo veliko manjkala v šoli, ker so se seveda zraven še rada nacepi psihosomatika, odreagiranje preko telesa, bolečine v trebuhu, potem razni glavoboli in tudi taki netipični, nerealni strahovi. Tako da, kar se tega tiče, verjamem, da ni prav nič enostavno, kadar imamo takega otroka v razredu. Potem so pa še tile, hiperkinetiki, to so pa ADHD-jevci. Tukaj je pa zgodba spet malo drugačna. Morda kot zanimivost ali pa kaj jaz opažam, pri dekletih se ta zgodba s hiperkinetično motnjo čedalje bolj izrazito kaže. Je pa res, da dekleta včasih malo težje prepoznamo, pa tudi določene fante, ki imajo težave samo na tem področju, ki imajo težave z znižano pozornostjo, niso pa impulzivni oziroma niso nemirni. Oziroma najlažje prepoznamo tiste, ki so nemirni, ker to pokaže že s svojim vedenjem. Bistveno težje pa prepoznamo tiste, ki imajo težave samo z neko pozornostjo, pa z impulzivnostjo, v smislu, da recimo naredijo napake pri testih in kontrolnih nalogah, zaradi tega, ker niso bili pozorni in so potem na hitro odreagirali. Tako da take recimo otroke jaz vidim včasih tudi, ko pridejo v ambulanto, pa so 7., 8. razred, sploh v primeru, da imajo še visoke intelektualne sposobnosti, ker potem kompenzirajo. Ampak težave s pozornostjo pa so nekaj, kar je zelo očitno tudi pri nekom, ki ima hiperkinetično motnjo, tudi če nima vseh 3 postavk. Mogoče še ena stvar, ki je mogoče samo kot opomnik, otroci, ki imajo čustvene motnje, razpoloženjske motnje, recimo depresija, anksioznost, ali pa nasploh samo neke čustvene motnje, lahko tudi trpijo z znižano pozornostjo, pa nimajo hiperkinetične motnje. Se pravi, to je tudi eden znak, če otrok, ki je prej relativno dobro funkcioniral, pa ima zdaj težave s pozornostjo, takrat lahko pomislimo, da gre tudi za čustveni dejavnik. Tako da ta diferenciacija, kaj je čustveno, kaj je organsko, je pravzaprav kar težka. Če pa jo dobro naredimo mi v ambulanti, lahko takemu otroku bistveno bolj pomagamo. Težava pri hiperkinetičnih motnjah je še ta, da imajo sploh ti, ki imajo polno sliko, zelo veliko kar pridružene vedenjske motnje, v smislu nekih opozicionalnih kljubovalnih vedenj in postanejo zelo naporni. O tem verjamem, da tega vidite ogromen, specifični učni primanjkljaji, jaz ne vem, ampak odkar sem začela delati, se mi zdi, da je to ful narašča, predvsem ta del branje, pisanje. Zdaj, mogoče samo nekaj o specifičnih učnih težavah, poleg tega, da so seveda nevrofiziološko pogojene, mogoče tudi to, da se razprostirajo od lažjih, zmernih in težkih oziroma najtežjih oblik. Tega, kar mi vidimo, verjetno kakšni specialni pedagogi, disleksijo, disgrafijo, tega je dosti, potem diskalkulija je kar nekaj, no, to je pa nov koncept, NSUD, neverbalne specifične učne težave. To pa pravzaprav so tudi neki primanjkljaji na področju motoričnih veščin in pa seveda vidno prostorske organizacijske veščine. Zelo veliko je dispraktikov, več kot jih je bilo prej, spet motorične veščine, se določene izmed njih se malo prepletajo. In pa to je tisto, kar sem na začetku govorila, tile specifični primanjkljaji na področju jezika se znajo vleči skozi celotno osnovno šolo ali pa vsaj do višjih razredov. To so pa tisti otroci, ki so imeli recimo že v predšolskem obdobju prepoznano določeno govorno-jezikovno motnjo. Tega je pač veliko, se mi zdi, da več, je pa pomembna diferenciacija. Kaj od tega je oziroma kaj od tega je dodano in kakšna je osnova. Ali imamo v resnici dovolj, da lahko rečemo, da gre za specifični učni primanjkljaj, ali je ta specifični učni primanjkljaj del neke druge diagnostične opredelitve. Recimo otroci, ki imajo nizke sposobnosti, je logično, da bo vse to zelo slabo oziroma da nič od tega ne bo štimalo, pa še kaj drugega bo pridodano. Zdaj, kar se tiče motenj vedenja in čustvovanja, jih lahko včasih malo na splošno razdelimo na motnje pozunanjenja in ponotranjenja. Ko se pogovarjamo o pozunanjenju, je to tisto, kar je bolj vidno naven, to so vedenci, včasih jim rečemo.
Medtem katera, ki so ponotranjeni, jih malo težje opazimo, to so pa tisti otroci, ki imajo razne bolečine po telesu, potem včasih so malo vase zaprti, lahko tudi velikokrat manjkajo v šoli, se težje soočajo z neuspehom. Tako da tega pač tudi lahko vidimo kar nekaj. Zdaj, mogoče še ena stvar, ni nujno, da se tole dvoje izključuje. Mi imamo lahko otroka, ki je depresiven ali pa mogoče tesnoben, in ko se vsa ta čustva začnejo nabirati, nima več kapacitet adaptacijskih mehanizmov in lahko odreagira tudi z neko impulzivnostjo. Potem zelo zanimivi sta tile dve zadevi, enorezanje in kopreza. To pomeni, da je otrok, ki je bil, to je bolj mogoče za tiste, ki so v nižjih razredih osnovne šole, torej otrok, ki je že bil suh, ki je nehal močiti posteljo in ki je že zmore odvajati, potem razvije ponovno težave na področju močenja in odvajanja. Recimo star tam 6-7 let pa začne kakati v hlače oziroma lulati v hlače. Tole je največkrat nekaj čustvenega, no? Kadar je sekundarna, to se pravi, da je že razvil čistost, potem je skoraj zmeraj nekaj čustvenega. Tega jaz moram reči, da vidim to zelo veliko v teh sodnih primerih, ko se starši ločijo, ali pa če imajo zelo izrazite konflikte med seboj, pa potem dostikrat vidimo takšne težave. Zdaj, tile dve težavi nastopita lahko tudi pri tistih otrocih, ki trpijo za posttravmatsko stresno motnjo. Ta PTSD pri otrocih se kaže pa malo drugače kot pri odraslih, in sicer, če otrok priča nečemu ali če se otrok ustraši za svojega starša, na primer, mama, ki je udeležena v prometni nesreči, pa otrok nujno ni bil poleg, lahko tudi razvije PTSD. To pa zato, ker otrok doživlja svoje starše malo drugače kot odrasla oseba. In tudi kriteriji za določitev te posttravmatske stresne motnje so tako zastavljeni, da je tukaj pomembno otrokovo doživljanje, sploh če vidimo še kaj takega. Ločitvena tesnoba je mogoče bolj značilna za predšolske otroke ali pa tudi ne. Kar nekaj otrok sem že videla v ambulanti, ki so bili tam mogoče 1., 2., 3. razred in so zelo težko šli od doma. Tega vidimo mi malo več v romski populaciji. Ne vem, kakšne so vaše izkušnje, ampak jaz sem imela že kar nekaj družin iz romske populacije, kjer je bila ta ločitvena tesnoba še bolj izrazita, kot morda kje drugje. Okej, še nekaj malega o čustvenih motnjah. Zdaj, tisti otroci, ki imajo težave z vedenjem, je ena izmed njihovih ključnih lastnosti tudi ta, da s težavo prepoznavajo čustvene odzive, čustveno mimiko. Zaradi tega recimo tudi ne znajo regulirati svojega vedenja. Za mlajše otroke je značilno to, da bolj neposredno izražajo svoje čustva, z odraščanjem pa kaže malo več teh nians. Je pa res, da je zelo odvisno od otrokovega temperamenta in tudi od tega, na kak način to starši doma spodbujajo. Imamo mi lahko otroka, ki živi v družini, kjer je izražanje čustev prepovedano, oziroma še vedno moram reči, da so prisotni ti spolni stereotipi v smislu, ti si pa moj fantek, ti pa ne boš jokal, ker fantki ne jočejo. Oziroma, ti si pa moja punčka, ti se moraš pa zelo lepo obnašati, ker punčke se lepo obnašajo. Tako da teh spolnih stereotipov, kako bi se mogli obnašati fantki in kako bi se mogli obnašati punčke, je kar nekaj še vedno prisotnih in lahko tudi vplivajo na to, na kak način bo otrok izkazoval svoje čustva. Če otrok odrašča v prepričanju, da fantje ne jočejo, potem bo ta otrok največkrat čustva žalosti zamenjal s čustvi jeze in bo lahko tudi odreagiral agresivno in impulzivno, pa se bo zadaj skrivala žalost, ki pa je otrok zaradi prepovedi v družini oziroma teh prepričanj ne bo izrazil na način, kot bi si mi želeli. Zdaj, kaj pa je tisto, kar je patološkega? Eno je tudi treba gledati en del tudi razvoja. Ko se pogovarjamo o tem čustvenem delu, potem je treba seveda razumeti, da pač otroci so različno opremljeni konstitucijsko in da vse, kar se zgodi, neki čustven, impulzivni, neko odreagiranje impulzivno nujno še ni patološko. Otrok ima lahko slabe izkušnje, recimo ga je ugriznil pes, pa potem zato, ker ga je ugriznil pes, razvije še določeno drugo fobijo, in to generalizira, recimo, da začne se bati vseh zveri ali pa da se začne bati vsega, kar ima zobe, pa to nujno še ni patološko, kolikor ga to ne ovira v vsakdanjem življenju. Takrat, kadar stvar postane patološka, to pomeni, da rabi obravnavo, neko zdravstveno obravnavo,
takrat, kadar so ta čustva dolgo časa trajajoča, kadar so bolj intenzivna, potem takrat, kadar vplivajo tudi na druge funkcije. Recimo otrok, ki je prej v šoli relativno dobro funkcioniral, se nekaj zgodi in ne funkcionira več tako, kot je prej. To je v bistvu vpliv na funkcioniranje. Potem je seveda tudi vprašanje, kako dobro otrok obvladuje svoje čustvovanje. Če ga ne zna ustaviti, oziroma če ga le to tako preplavi, da spet ni funkcionalen na svojem področju, da zmanjša svoj obseg nekih interesnih dejavnosti, potem je treba pomisliti, da bi šlo lahko za patološki odziv. In pa seveda, kako to vpliva na otrokov razvoj. To je pa tisto, kar je spet pomembno, da razumemo, kako poteka razvoj. Recimo, če imamo 15-letnika, 15-letnik si absolutno želi imeti nek odnos, oziroma je prav razvojno, da ima vrstniške odnose. Vkolikor imamo 15-letnika, ki se vrstniškim odnosom izogiba, lahko takoj posumimo, da gre seveda za socialno tesnobo. Če se izogiba odnosom v taki meri, da to ni skladno z njegovim razvojem, torej v primerjavi z drugimi otroki normalne populacije, potem je to nekaj, kar je lahko patološko. Če pa je to otrok, ki je v osnovi malo manj radoveden, oziroma se ne mara ravno izpostavljati, potem pa to nujno ni patološko, ker v končni fazi tudi ljudje se zelo ločimo po svojih temperamentnih lastnostih in zelo težko bomo mi enega introverta postavili na oder, pa mu rekli, ok, zdaj pa ti spelji predavanje, oziroma da te vsi gledajo, poslušajo, bo temu introvertu to bistveno težje, kot nekomu, ki je ekstravert. Tako da vse tudi ni patološko. Vedno je treba razmišljati funkcioniranje otroka, razvoj, skladno z razvojem, ali odstopa od razvoja, ali odstopa v tej meri, da otrok ne funkcionira več, da je prišlo do določenih sprememb. Takrat je pa absolutno potrebno hitro odreagirati, da otrok dobi primerno pomoč. Ok, kar se tiče depresivnosti, zdaj za vas to niti ni tako bistveno. Pustila sem not sam zaradi tega, ker se mi zdi pomemben, da vemo, da mogoče v zgodnjem otroštvu in v predšolskem obdobju se depresivnost bolj kaže preko neke razdražljivosti, vzkipljivosti in pa preko nekega ekscesivnega zatekanja v samotolažilno vedenje. To je lahko somatizacija, lahko je tudi samozadovoljevanje, tega je kar dosti v predšolskem obdobju. In je lahko znak, ni nujno, lahko pa je znak, treba je spet širše gledati, ni en simptom dosti, da lahko rečemo za neko diagnozo. Medtem, ko tukaj v šolskem obdobju se pa stvari malo spremenijo. In sicer se depresivnost pri otrocih dostikrat kaže, kot sem že prej rekla, preko kognitivnih funkcij. Spomin je slabši, tudi pade jim motivacija, upade jim šolska storilnost, ampak to zdaj pomeni za otroka, ki je bil prej uspešen, pa potem ni več, ali pa je bistveno manj, kot je bil. In mogoče nekaj, kar je v šoli pomembno. Zdaj otroci v šolskem obdobju pravzaprav razvojno gledano razvijajo neke interese in jih stvari zanimajo. Imajo recimo, ne vem, eno ali dve aktivnosti, ne vem, ali je to šport, ali je to glasba, ali je to drama, ali je to ne vem, karkoli. In takrat, kadar tega interesa več ni, kadar postanejo apatični in brezbrižni, takrat lahko posumimo, da so depresivni. Ena stvar tudi pomembna v šolskem obdobju so seveda socialni in vrstniški stiki, s tem, da tukaj velja naglasiti, da obstajajo razlike med fanti in dekleti. Bomo tudi mogoče malo kasneje še pogledali, kakšne. Kar se pa tiče adolescence, mimogrede, adolescenca se ful prestavlja. Včasih, ko sem še jaz bila na faksu, smo pač to definirali kot adolescentno obdobje tam 14-15, zdaj pa pravimo, da pravzaprav imamo že predadolescentno obdobje 12-13. To vidimo tudi čisto po nekih bioloških znakih, recimo razvoj sekundarnih spolnih znakov, kot je na primer poraščenost, rast dojk, bistveno hitreje kot prej, potem kdaj v dekleta dobijo menstruacijo. Pravzaprav se ta obdobja majčkeno zanikajo, tako da prihajajo prej. Kar se tiče depresije, je morda tako, da v Sloveniji zaenkrat je še zmeraj več deklet depresivnih kot fantov, medtem ko je mogoče vedenjskih motenj več pri fantih kot pri dekletih. Ni pa to nujno čisto tako, no, ker tale težava z depresijo pri fantih je, da jo je malo težje prepoznati. Tako da, kaj je razlog? Siguren hormonsko ali biološki del pri dekletih in pa seveda tudi družben del. Kot sem že prej rekla, naša družba drvi v en tak narcisizem, to vidimo recimo pri delu z odraslimi, kakšna je stopnja osebnostnih motenj, res ne bi verjeli. Ko sem jaz začela delati, je bilo tega bistveno manj, pa nimam še toliko delovne dobe.
ampak če se pogovarjam s svojimi kolegi, ki so pred penzijo oziroma pred upokojitvijo, potem je ta odstotek naraščanja osebnostnih motenj, ki jih morda pred 40 leti sploh komaj, da smo jih prepoznali, potem ta odstotek zelo narašča. To pa je odraz družbe, kulture, okolja, sociale, tega, kar pač mi pravzaprav delamo z našo vzgojo in s tem, kar doprinesemo družbi. Mogoče samo to še, da so določene težave, ful je treba biti pozoren na krivdo. Krivda je tak tipičen znak lahko depresije, poleg socialnega umika in poleg nekih občutkov neustreznosti. Fino je biti pozoren tudi na telesne znake, kot so apetit in pa absolutno motnje spanja, če otroci mladostniki ne spijo več tako, kot so prej. Največja težava v adolescenci pa je, da je težko ločiti, kaj je zdaj muhavost, pa del neke pubertete, pa kaj je tisto, kar je res motnja, depresija. In pa tele atipične slike, recimo pri puncah vidimo precej somatizacije. To pomeni, da gre preko telesnih simptomov, ful so bolne, ful imajo neke želodčne težave, nepojasnjeno neko telesno stanje, ki ga ne moramo pripisati organskim vzrokom. Medtem ko pri fantih je ful razdražljivosti. Fantje načeloma depresijo izražajo bolj preko jeze, kot preko žalosti. Pa vidimo tudi tega, kanabis oziroma trave, marihuane, tega je bistveno več in bistveno hitreje začnejo s temi žuri in alkoholom. Potem so pa seveda vedenjske težave, in težava, to je pa pač predvsem kritika za nas, načeloma, ker so tako v bistvu težko pride do strokovnjake, se pa tudi mi ukvarjamo bolj simptomi in znaki, bistveno manj se pa ukvarjamo z ozadjem teh težav, kar pa ni čisto prav, ker tukaj je težava. Za to, da nekdo postane depresiven, je treba pogledati ozadje, ne pa samo to, da je on žalosten. To je premalo. Zdaj od teh mogoče iz sklopa anksioznosti, to sem že malo omenila. Zdaj fobij imajo otroci tako, kar dosti, tudi takih malo nenavadnih. Socialna fobija je dostikrat povezana z nekimi občutki neustreznosti, javnim nastopanjem. Panika je dostikrat povezana lahko tudi s testno anksioznostjo in z ocenami, ki jih otroci pridobivajo. Tukaj je zdaj vprašanje, te testne anksioznosti, ki sem že prej malo načela, kaj je to, ali mora otrok imeti same petke, zato da bodo starši z njim zadovoljni. In posledično seveda, v mojih časih, ko sem hodila v šolo, ti na kraj pameti ni padlo, da si bi šel kregati z učiteljem zaradi ocene. Danes je pa to malo drugače. In ko si prišel domov in če si dobil recimo, malo slabšo oceno, so te starši vprašali, ok, si se učil, se nisi dobro, boš pač drugič malo bolj speljal, ok. Danes je pa to malo drugače, zato ker pravzaprav starši določeni, ne seveda vsi, ampak tisto, kar jaz vidim, je, da tiste svoje stvari, ki jih sami niso izživeli, poskušajo potem preko svojih otrok. Kar je vse super in prav, dokler tega ni preveč. In dokler starš ne dojame oziroma težava nastane, ko starš misli, da je otrok njegov narcisistični podaljšek. Če pa starš ugotovi, da je otrok pravzaprav svojo osebnost, svojo identiteto, s svojimi zanimanji, svojimi plusi in minusi, svojimi omejitvami, potem bo pa tak starš tudi malo drugače odreagiral in po mojem tudi malo drugače sodeloval v šolo in tudi ukvarjal se z otrokovo testno anksioznostjo. Kot otroci, ki jih je strah testov in ocenjevanja, lahko je razlog res v tem, da so v osnovi anksiozni, ampak to bo tudi otrok, ki ne bo se izpostavljal, ki ne bo želel brati na glas, ki bo med odmori nekje v ozadju. Če pa imamo otroka, ki je drugače ekstravertiran, ki ima en kup enih dejavnosti, ki se relativno dobro znajde, in je relativno sociocentričen v smislu tega, da zna nekako ljudi pridobiti, tudi mogoče z neko pozornostjo. Takrat pa to nujno ni povezano s tesnobo kot tako, ampak mogoče z visokimi pričakovanji, ki jih ima sam, ki jih imajo starši in ki jih ima končno tudi družba. Zakaj to pravim? Ker mi je zelo zanimivo, ko se pogovarjam s starši, kdaj v ambulanti, jim je kar malo težko, če bi njihov otrok pa bil frizer, ali pa če bi njihov otrok pa imel sam poklicno srednjo šolo, ker pravzaprav te stvari in poklice kot take malo izrinemo iz družbe. Absolutno sem za, da gre otrok študirati, kadar ima možnosti, kadar ima veselje, kadar so tudi neke kognitivne kapacitete, ampak mislim, da malo težje sprejemamo to, da vendarle vsi ne moramo imeti doktorata in da s tem ni nič hudega. To sem pa sam zato navedla, ker kot sodna izvedenka, ko sem začela to delati, najprej sem začela na družinskem področju, potem pa tudi na področju v bistvu odraslih in pa seveda otrok in mladostnikov. In sem mislila, da se to dogaja v Ameriki, zdaj pa vidim, da to ni tako in da je tega ogromen, tudi pri nas. Žalostna zgodba je pa to, da je tega ogromen pri nas tudi v smislu, da ko se starši ločijo,
se dostikrat zgodi, da recimo en starš obtoži drugega spolne zlorabe, čeprav do tega nikoli ni prišlo. In vam moram reči, da je to še hujša čustvena zloraba, ki jo otrok lahko doživi, da odrašča s prepričanjem, da sta ga oče ali mami spolno zlorabila, čeprav ga v resnici nista. Tako da teh lažnih spolnih zlorab je zelo veliko v družinskih primerih, medtem ko v teh kazenskih pa preiskovalnih je pa na žalost tega kar dosti. Zdaj, kaj je spolna zloraba? Spolna zloraba si včasih napačno ali pa laično malo predstavljamo, da pomeni, da je prišlo do neke penetracije spolnega odnosa med odraslo osebo in otrokom, ampak spolna zloraba je tudi to, recimo, če je otrok priča, ki je premajhen, pa je priča spolnemu odnosu nekoga, recimo staršev, pa je premajhen, pa tega čisto dobro ne razume. Spolna zloraba je tudi razno otipavanje, ki ga otrok ne razume. In še en del, ki je tukaj pa pomemben, pa je, da otroci tudi spolno dozorevajo in da so določena spolno orientirana ali pa usmerjena vedenja, ki so skladna s starostjo. Otroci se raziskujejo. Otrok, ki je star 2 in 3 leta, hitro začne ugotavljati, da je malo drugačen, da klišejsko gledano oči ti lulajo stoje, mamice lulajo sede, potem začnejo poimenovati svoje spolne organe. To je okej, to še ne pomeni, da je otrok spolno zlorabljen. Kadar pa vidimo recimo neke takele simptome, kot so tukaj navedeni, pa še to niso vsi, ker mi žal nimamo tipičnih simptomov, ki bi lahko rekli, okej, če ima pa nekdo vse te simptome, to je pa zdaj spolna zloraba. Ker je vsak otrok individuum in ker je v resnici treba gledati malo širše. Spet razvojno, družinsko, šolsko okolje, ampak recimo spomnim se enega fantka, ki sem ga v bistvu preko sodišča gledala julija, in pravzaprav, ampak to je res bila taka očitna zgodba, to je šlo za enega fantka, ki je bil star 10 let, fantek je bil res spolno zlorabljen večkrat, prisostvoval je spolnemu odnosu mame z njegovim starejšim bratom in ta fantek, in še marsikaj drugega je bilo, ampak ne bi niti šel v podrobnosti, ta fantek je pravzaprav razvil takšno disociacijo, kot mi temu rečemo, tak obrambni mehanizem, da je sebe začel doživljati kot žensko. Oblačil se je v zelo živahne barve, lakiral si je nohtke, pa ne v smislu, da bi šlo tle za neko vprašanje spolne orientacije, ampak šlo je za disociacijo. Zakaj? Zato, ker je v svoji glavi naredil zaključek, če bi bil pa jaz punčka, se mi pa morda to ne zgodilo. Tako da tega mi vidimo zelo veliko. Mogoče, kar je pomembno za tole šolsko obdobje, je, na kak način grejo otroci v odnos z odraslimi. Določeni otroci so malo preveč pogumni in potrebujejo malo več dotikanja, tudi takrat je treba pomisliti, to je tako imenovano seksualizirano vedenje, ki ni starosti adekvatno. Recimo, hočejo se dotikati določenih intimnih delov, ponašajo spolne odnose. To je nekaj, kar za to starost ni adekvatno. Tukaj je nekaj drugega. Če se pogovarjamo med 6 in 9 let, pa ni. In pa seveda, na kak način otrok razume in doživlja sebe, sliko o sebi, svojo spolno identiteto, lahko je seveda socialni umik. Največja težava v adolescenci pa je promiskuitetno vedenje, se pravi zelo prehitra seznanjenost s spolnimi odnosi ali pa ultramenjavanje spolnih partnerjev, pri čemer ni neke telesne in emocionalne intime. Taki otroci ali pa mladostniki so tudi dostikrat izkoriščeni strani drugih. Žal vam moram reči, da statistike kažejo, da otroci, ki so bili zlorabljeni v otroštvu, so v odraslosti po nekih statistikah svetovnih lahko z višjo verjetnostjo zlorabljeni še enkrat, oziroma v najslabšem možnem primeru tudi sami postanejo zlorabljalci. Tako da odrasle, ki jih gledam, ki so recimo, imajo določene, rečemo, tipične profile, ne vem, da zdaj tako kdo rečem, ampak tipičen profil pedofila, določene stvari tudi izhajajo iz tega, da lahko takoj posumimo, da je v bistvu ta človek v odrasli dobi bil zlorabljen v otroštvu. A veste, pa se pa tukaj zdaj vprašanje, kaj bomo s tem človekom naredili, ga bomo dali v zapor, ga ne bomo dali v zapor, glede na to, da pač ima tudi on neko zgodovino, ampak to itak presega tole predavanje, ampak samo tako, da so to mogoče vseeno neka bioetična in družbena vprašanja, ki se pa tičejo vseh nas. Vkolikor se vam zdi karkoli čudnega v šoli, da se otrok nenavadno obnaša in da posumite na karkoli od tega, je seveda smotrno odreagirati, boljše odreagirati, kot pustiti. Bodite pa res pozorni v kakšnih družinskih zadevah, ker takrat je pa lahko zadaj tudi manipulacija, ker se starša v bistvu drugega malo naganjata. Tega je tudi veliko glede stikovanja, pa pridejo v šolo, pa potem rečejo, ja,
ne vem, imam sodno določene stike, ali jih pa recimo nima, ali pa pač mi omejuje stike, mi ne omejuje stike, skratka teh scen družinskih, no, po moje vidite vi ogromno v šoli, tako kot jih jaz, jih verjetno tudi vi, samo da vi jih v praksi vidite. Tako da tam je treba biti malo previden, ker je lahko večja verjetnost, da gre za neko manipulacijo, če gre za spor, ki ga imata starša na sodišču, kot če gre za neko čisto kazensko preiskovalno zadevo. Ok, pač agresivnost, delikventnost seveda sodijo v pozicionalno pregovorno motnjo. Vedenjske motnje so po nekih kriterijih še hujše, v smislu, da je tukaj še neko večje delikventno vedenje. Zdaj, zakaj so otroci taki? Zato, ker v resnici zelo težko sprejmejo besedico ne, en del je od tukaj, ker se v našem družbenem svetu dogaja tako, da se kar dosti vsega tudi vrti okrog otrok, kar je lahko dobro, lahko je pa tudi slabo, ker pač otrok določene omejitve rabi in otrok rabi strukturo in mislim, da šola je ena izmed super stvari, kjer se otrok lahko to nauči. Težava pa seveda je, če prihaja iz družine, kjer strukture ni in kjer rutin ni. Takrat lahko tudi odreagira tako, otroci pa lahko odreagirajo agresivno tudi takrat, ko je zadnja neka čustvena težava oziroma družinska dinamika nerazrešena. Ok, tole je sicer malo veliko strokovnega, ampak mogoče samo zato, kaj bi bil vzrok nasilnega vedenja v adolescenci, pa bi mogoče omenila samo ta del. Dostikrat je tole, no, da se otroci identificirajo z agresorjem, torej to je tisti, ki nad dolžnim družinskim članom izvaja nasilje, to sploh ni nujno, da je oče, mimogrede tudi ženske so postale zelo nasilne do svojih partnerjev. To recimo je tako, da se otrok pač poistoveti, zdaj načeloma te identifikacije grejo malo tudi po spolu, seveda se bo fantek bolj poistovetil z očetom in punčka z mamo, tako da tega je dosti, takrat je treba posumiti, da doma nekaj ne štima. Včasih se takole branijo, zato ker se počutijo ogrožene, tudi tega je lahko, spet največkrat izhaja iz družine. Včasih gre za premeščanje, ker je doma tak teror, pa potem to otrok premesti, ker se doma ne upa in potem premesti v šoli svoje agresivno vedenje. Potem imamo nekatere, to so sploh tisti ADHD-jevci, pa tisti, ki imajo vedenjske motnje, ki iščejo ugodje in vznemirjenje, v bistvu to je biološko pogojena stvar, in imajo zelo visoko potrebo po vznemirjenju, in če tega ni, potem niso nesrečni, zato na nek način zapolnjujejo te svoje občutke, praznine, kot jih imenujemo. Težava je tudi to, recimo, da se nekateri zelo težko odzovejo na frustracijo in je ne sprejmejo, potem seveda postanejo agresivni. Največja težava pri teh je sploh, če zlorabljajo oziroma uporabljajo še kakšna psihoproduktivna sredstva, prepovedana recimo marihuana ima en tak svoj učinek, nekatere mladostnike utopi, pri nekaterih pa jim da pogum. Več, kar jaz vidim, ali pa, ko sem še malo več delala s temi ljudmi, mogoče v centru za odvisnost, je kokain in pa pač razne te novejše zadeve, kot so ekstazi in tudi kombinacije. Treba je vedeti, da pravzaprav mladi zelo veliko eksperimentirajo in ker ne poznajo teh učinkov, lahko tudi odreagirajo bistveno drugače, tudi lahko s totalno halucinacijo ali pa naprimer z preganjavico, no, pa ne gre za neko psihozo, ampak gre za posledico zlorabe neke substance. Pa seveda alkohola, ne, tudi tega je precej. Zdaj, ta je manj pogost, ampak žal tudi ta, recimo samo kaznovanje, to so pa tisti otroci, ki imajo ful poudarjeno mazohistično komponento in so bili tako tudi vzgajani. Na nek način sami sebe kaznujejo na način, da balansirajo svoj strah. In to so potem, veste, otroci, ki odrastejo in grejo v tako imenovane sadistično-mazohistične odnose v odraslosti. Tako da ta mit pravzaprav ni mit, ženska ali moški, bom zdaj rekla ženska, ker je bolj stereotipno, ki ima enkrat nasilnega moža, bo imela največkrat še naslednje partnerje, tudi nasilne, ker gre za tako imenovani sadomazo odnos, ki ga tudi gospa ali gospod ne moreta preseči. Ok, tole pa še malo za na konec, ne vem, koliko vi tega vidite, ampak tega je ful. Anoreksije je ful, bulimije je ful in nažalost tudi pri moških narašča. Zato sem načrtno tukaj dala to slikco, ker dostikrat smo bolj pozorni na punce, ampak tudi pri fantih. Tudi recimo dostikrat vidim fante, ki določena prehranska dopolnila jedo, zato da bodo imeli močne mišice.
tudi tega je veliko in iz tega se razvija telesna dismorfična motnja in potem so tisti, ki naredijo ne vem koliko lahko lepotnih operacij. In malo so obremenjeni tudi fantje, svojo pač neko telesno podobo, ne mogoče toliko s kilažo, kot pa s tem, kako izgledajo v smislu nekega mišičastega telesa. In je tega precej veliko, gre pa pravzaprav za motnje hranjenja. In motnje hranjenja so največkrat v odraslosti povezane z nekimi motnjami v osebnosti, seveda z motnjami v identiteti, v samopodobi in imajo lahko zelo dalekosežne posledice. Zdaj tukaj v stroki ni čisto jasno, nekateri se poslužujejo bolj teh vedenjskih principov, v smislu tehtanja, vaganja in zelo jasnih in strukturiranih jedilnikov. Potem je pa še drugi pol, ki pa reče, da je potrebno pogledati tudi malo ta čustveno-osebnostni del, ki pa je povezan tudi s tem, zakaj pravzaprav otrok razvije takšno sliko, kot jo razvije, ali mladostnik, in kaj simbolno pomeni, da nekdo zavrača hrano. Zavračanje hrane simbolno bi lahko pomenilo tudi zavračanje odnosa, ki si ga imel staršem. To so lahko starši, ki so bili absolutno preveč intruzivni do otrok. Naprimer, banalen primer, to je tista zgodba, ko imaš 2- ali 3-letnika, pa evidentno je, da se je že najedel, ampak mu ti še težiš še eno žličko za kužija, pa še eno žličko za soseda, pa še eno žličko za mamico, takrat načeloma lahko tudi to vidimo kot primer. Tukaj sem hotela samo to povedati, da je pomembna motivacija. In mogoče še par besed o epidemiji. Verjamem, da vi tega vidite še več kot jaz in da je to zelo naporno tudi za vas, tole usklajevanje. Je pa dejstvo, da tam, kjer so v družinah, kjer je bilo nasilje, potem so ti otroci, ki so bili med epidemijo doma, lahko razvili še bistveno več simptomatike, ker se tudi starši niso znali s tem spoprijeti. Težave so bile v ločenih družinah, kjer je bilo, zapleti z izvajanjem stikov, pa so lahko si malo omejevali, pa se sklicevali na epidemijo. Ne morem ti otroka prepeljati zato, ker je COVID, na primer. Ali pa nekje, kjer je res bil COVID, pa pač nekdo ni mogel prepeljati otroka. In pa težava je pri starših, ki imajo itak šibke starševske kapacitete, potem je evidentno, da se bojo v taki situaciji, kot je epidemija, kot je popolna sprememba nekega družbenega sistema, še toliko težje neke svoje čustvene odzive nadzorovali. To, kar mi vidimo, je, da so ful zabrisane meje, recimo, kaj je zdaj starševski prostor, kaj je otroški prostor. Dostikrat se reče staršem, da je zelo pomembno, da starša ostaneta partnerja, ker to pač rabita in s tem ni nič narobe. In otroci morajo vedeti, da sta mami pa oči še zmeraj v osnovi partnerja in da je to njun podsistem. Težava je pa v družinah, ki so bile že v osnovi zaprte in so zdaj še bolj postale zaprte ali pa niso sprejele neke socialne podpore. Težava je bila in je še v družinah z bolnim družinskim članom, recimo kronično bolni starši, recimo rak ali pa kakšna druga bolezen, ki niso prišli do zdravnikov in to še toliko bolj vpliva na neko psihozo znotraj družine. In pa seveda revščina in socialna izključenost je tudi naredila svoje pri teh ljudeh. Ok, to smo že povedali, mogoče samo še to, kaj lahko naredimo mi ali pa vi. Otroci potrebujejo čas in če vidimo, da je otrok v stiski, potem si moramo vzeti čas. Otrok rabi tudi bistveno več časa za opisovanje svojih občutkov, predvsem se zatakne pri teh, ki so bolj negativne, da rečem, je za žalost. Zato se otroku treba približati lahko preko igre pri mlajšem. Ful je pa pomemben, da imamo kratke, jasne razlage in da otroku pomagamo interpretirati njegovo stanje. Recimo otroci, ki imajo težave v duševnem zdravju, ne znajo reči, jaz sem pa jezen in je to potem naloga nas. Da ko vidimo, da je razburjen, ko vidimo, da recimo ne zna kontrolirati svoje vedenje, mu rečemo, jaz pa vidim, da si ti zdaj jezen, ali pa meni se pa zdi, da si ti zdaj žalosten, a mi lahko več poveš o tem. Drugače pa odnos, odnos je tisto, kar pravzaprav zdravje. K nam pridete lahko na ta način, oziroma včasih dobimo usmeritve strani centra, včasih je šola ta, seveda pedagoški delavec, ki napoti. Napoti se na ta način, da pravzaprav otrok potrebuje napotnico za kliničnega psihologa ali recimo pedopsihiatra. Imamo zdaj te centre, imamo recimo dispanzerje še zmeraj aktivne, imamo določene ambulante, kamor lahko otroci pridejo. Zdaj o čakalnih dobah ne bi, ker teh žal so zelo dolge. In mogoče še zadnji stavek, to sem že enkrat povedala na enem predavanju junija, pa mislim, da je prav, da tudi vam povem. In sicer vsi mi, ki delamo z ljudmi,
moramo pač poskrbeti tudi zase in zato tukaj pa moramo biti malo egoistični. To pa zato, ker v okoliščinah, v kateri smo se znašali, to kar poseben izziv. In če delamo z ljudmi, potem je logično, da delamo tudi napake, predvsem se pa seveda naše zmožnosti spoprijemanja s stresom so zelo različne in je lahko naše funkcioniranje pomembno okrnjeno. Tako da je zelo pomembno, da tudi mi malo mislimo nase in na stvari, ki se nam dogajajo. Tole pa na mesto zaključka. Tale gospod nam je znana, to je Albert Einstein, mimogrede imel je en kup enih diagnoz, ena izmed njih je bila tudi ADHD, ampak vemo, da je svet obrnil na glavo. Tako da štejemo si v čast, da lahko delamo z otroki, da lahko delamo z mladostniki in tudi takrat, ko nam fejst prožlajo naše možgane in naše lase in nam dvigujejo pritisk, si bomo mogoče ravno mi doprinesli k temu, da bo ta otrok nekega dne postal nekdo, ki bo spremenil svet. Pa je zdaj čisto vseeno, na kakšen način, če bo spremenil svet za 1 milimeter, bo to že velik uspeh in si zato štejemo v čast. Takole. Gospa Katja, hvala vam za to sodelovanje, hvala vam, da ste si kljub vsej svoji prezasedenosti ponovno vzela čas, da ste sodelovala z nami in da ste dejansko poleg vzgojiteljev danes še učiteljem, strokovnim delavcem v šoli nekako poskušala pojasniti, zakaj so taka in drugačna vedenja v šolskem okolju, da bomo vsi skupaj zdaj nekoliko lažje razumeli, zakaj težave so in zakaj se naši otroci tako obnašajo, da jih bomo lažje sprejemali, da jim bomo lažje tudi pomagali. Zelo všeč mi je tudi vedno nekako poudarite to sodelovanje med zdravstvenim in šolskim sektorjem. Vedno priznavate, da nekako tudi s pomočjo učiteljev in ostalih sodelavcev v šoli tudi vi prihajate do boljših rezultatov pri zdravljenju teh otrok. Tako da res hvala vam za to sodelovanje. Tudi tukaj imamo pohvale strani naših udeležencev, odlično predavanje. Saj nekako ste tudi že v samem predavanju to povedala, pa morda vseeno. Je mogoče opaziti porast duševnih motenj pri otrocih od začetka epidemije? To ste nekako že nakazala, da vsi problemi, ki se v času epidemije izražajo, so seveda imeli za posledico tudi porast duševnih motenj. Ja, jaz bi tako rekla ampak nismo še tam, zato ker je treba še malo počakati. Sem pa skoraj da prepričana, že vidimo določene stvari, največ seveda na tem čustvenem področju, pa mogoče tudi na tem področju, kako pravzaprav gre otrok v kontakt, ker to so otroci, ki sprva se jim je fajn zdel, da so oni od doma, da nimajo obveznosti, da nimajo nekih rutin. Zdaj se pa to vidi malo drugače, zato ker so izgubili socialni stik, ker so izgubili socialno mrežo. Tako da tudi tisto, kar mogoče jaz vidim, je motnja hranjenja. Sploh ne bi pomislili na nekaj takega, ampak zato, ker so seveda doma jedela, smoky chips, pač lepo so imeli mizice, pogrnice. Tako da ta del narašča, čustven del narašča. Mislim, da kar se tiče teh mogoče nekih učnih težav, bo treba še malo počakati, to boste vi več vedeli, ampak sem prepričana, da se bo tudi to odražalo. Največ, kar pa jaz mislim, da bo pa ta del samostojnosti. To pa vidim, da so to v bistvu otroci, ki zdaj po enem letu imajo kar precejšnje težave že s tem na tem področju samostojnosti. Tako da ja, jaz mislim, da čez kakšno leto, leto pa pol, bomo mi videli še bolj realno sliko, kaj je epidemija pravzaprav povzročila v duševnem zdravju. Ja, in verjetno dlje, kot bo trajala, večje bodo posledice, ne? Ja, to pa sigurno, ker pač otroci so tako narejeni, veste, si smo tudi mi tako narejeni, Jaz si ne predstavljam, da bi mogla biti od doma, jaz sem imela srečo, da sem lahko delala, Ampak mi smo tako narejeni in tudi poklicna skupina in sodelavci je nekaj, kar nas oblikuje v življenju. Ne moreš biti sam doma, če pač delaš od doma, super, ampak isto je pa z otroci in mladostniki potrebujejo nek socialni stik in vrstniške odnose, da malo tudi znajo odreagirati na frustracijo, kje drugje kot v šoli. In če tega ni, potem je to težava, ja. Ja, tukaj v chatu imamo še številne pohvale strani učiteljev, vsi nekako prepoznavajo res kvalitetno in
poučno predavanje. Strinjajo se tudi s tem oziroma pritrjujejo vašim trditvam, da je teh težav vedno več, se pravi, jih zaznavajo tudi v šolstvu in nekako predlagajo, da bi tako vaše predavanje dejansko morali slišati vsi zaposleni v šolstvu, ne. Tako da, gospa Katja, jaz, če se strinjate, bom seveda posnetek tega predavanja delila tudi z ostalimi učitelji oziroma ga bom preko vodij timov posredovala na šole, tako da ga bojo lahko posredovali svojim sodelavcem, da si pogledajo to res kvalitetno in koristno informacijo, ki ste nam jo danes dala. Ja, se strinjam, lahko, seveda. Dobro, potem se vam pa zahvaljujem za sodelovanje, vse dobro vam želim, ja, tako kot ste rekla, ne, poskrbimo zase in tudi vi poskrbite zase, ne. Ko vas bomo pa spet rabili oziroma ko bo karkoli novega, aktualnega, se pa seveda priporočamo za sodelovanje. Hvala vam, srečno. Srečno tudi vam vsem pri vašem delu, hvala za povabilo in čuvajte se, ne, čuvajmo se. Nasvidenje. Adijo.